Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, dober večer. Včeraj, 31. maja, smo obeležili Svetovni dan multiple skleroze, ki velja za najpogostejšo nevrološko bolezen med mladimi. In prav multipla skleroza bo rdeča nit nocojšnje oddaje Halo zdravnik. V veliko čast mi je, da se je mojemu povabilu odzvala predstojnica oddelka za nevrološke bolezni UKC Maribor, izredna profesorica, doktorica Tanja Hojs Fabijan, doktorica medicine, specialistka nevrologije. Dober večer. Dober večer. Za začetek morda vprašanje o samem pomenu besedne zveze multipla skleroza. Multipla skleroza, če bi jo nekako poslovenili, bi lahko rekli, da gre za raztresenost plakov na različnih mestih osrednjega živčevja. Zdaj, kaj pravzaprav osrednje živčevje, da še to pojasnim, to predstavljajo strukture, kot so veliki možgani, mali možgani, možgansko deblo in pa hrbtenjača. In v vseh teh delih tega osrednjega živčevja se lahko pojavljajo plaki tekom razvoja samega bolezenskega procesa in na osnovi tega je tudi bolezen dobila ime. In prvič to bolezen nekako je leta 1868 opisal Charcot, to je bil zdravnik, ki je deloval v Parizu, v Franciji in je tudi v takem pomenu predstavil. Ali nam lahko poveste, za kakšno bolezen pravzaprav gre? Vendarle ni tako enostavna, kot mora biti kakšna gripa, ki jo lahko na kratko in na hitro definiramo in ki jo lahko tudi dokaj hitro prepoznamo. Vendarle gre za eno specifiko. Drži? Ja, to je kronična bolezen. To pomeni, enkrat, ko oseba zboli, ga spremlja celo življenje. Gre za avtoimuno pogojeno bolezen, gre za neko vnetje, ki se odvija v osrednjem živčevju in sočasno za okvaro beline osrednjega živčevja, to pomeni, poteka demielinizacija. Vendar istočasno za samo demielinizacijo gre tudi za okvaro živčnih struktur in temu lahko rečemo, gre za okvaro aksonov. To je bolezen mladih in najpogosteje zbolevajo osebe nekje med 20 in 40 letom starosti in mnogokrat, ko se soočijo s pojmom bolezni in ko si nekako slišijo, da so zboleli za to boleznijo, je za njih kar neka huda stiska, ki pa s časoma in s podporo tako medicinskega osebja kot družine nekako prebrodijo to krizo in se navadijo, da je njihova stalna spremljevalka, ki jih bo spremljala do konca življenja. Torej, naučijo se živeti z boleznijo. Kje vse pa se lahko skrivajo vzroki, da do te bolezni sploh pride? Vzrok pravzaprav ni poznan. Nekako se krivi okoljske dejavnike z nekim spremenjenim genetskim zapisom in pa predhodne okužbe. Če se dotaknemo okoljskih dejavnikov, se tu omenja recimo pomanjkanje ali nižje vsebnost vitamina D, potem kajenje, sama prehrana. Vse to naj bi doprineslo k morebitnemu razvoju samega bolezenskega procesa. Zdaj v zadnjem obdobju lahko rečem, da je vitamin D zelo veliko bil raziskovan in nekako z epidemiološkimi raziskavami je bilo nekako dokazano, da pri osebah, ker so raziskovali osebe, naprimer v Ameriki je bila velika raziskava, in so jih spremljali vrsto let. In pri tistih osebah, kjer je bila na začetku vsebnost vitamina D nizka, je bilo tveganje za razvoj multiple skleroze kasneje večje. Večje kot pri ostalih. Morda tako mimogrede, vitamin D lahko dobimo, če smo izpostavljeni soncu. Sem pravilno seznanjena? V bistvu je res. 90% se ga tvori v
koži, torej pod kožjo, pod vplivom ultravioletnih žarkov, tistih ostalih 10% pa lahko dobimo s prehrano. Morebiti lahko poveste, katera so tista živila, ki imajo večjo vsebnost vitamina D in jih je nekako priporočljivo uživati? V bistvu to so te težke ribe, bi lahko rekla, losos, vse v bistvu ribe na eni strani, določeni mlečni izdelki, ki imajo dodatek vitamina D, jajca, pa tudi določene vrste teh zelenjave. Pa menite, da smo ljudje že dovolj dobro ozaveščeni, da se zavedamo, da je potrebno uživati takšna živila, ki imajo tudi večjo količino vitamina D, zato da morebiti lahko vsaj nekako vplivamo, da se te bolezni ne pojavijo? Zdaj seveda vprašanje, če lahko vplivamo, ker če bi točen vzrok vedeli, seveda bi se morebiti lahko izognili, ampak ker ni poznan in se domneva, da je skupek vseh teh okoljskih dejavnikov, je težko se čisto izogniti temu. Seveda pa mislim, da danes ljudje so mnogi, predvsem mladi, so precej osveščeni glede načina prehrane in ko brskajo po internetu, nekateri zelo pretiravajo z raznimi dietami, kar pa tudi ni dobro. Ne, ni dobro. Verjetno tudi strokovnjaki, zdravniki priporočate neko zmernost. Točno to. Ali je multipla skleroza dedna bolezen? Ne, ni dedna bolezen, je pa poznano, da v družini, kjer je bolezen, je tveganje zanjo večje, tudi 10-krat večje. Potem so delali tudi raziskave na dvojčkih in seveda pri enojajčnih dvojčkih je to tveganje večje kot pri dvojajčnih dvojčkih. Tako da pomeni, bolezen ni dedna, je pa tveganje zanje večje v družinah, če je bolezen prisotna. Že uvodoma ste omenili, kaj vse se dogaja v sklopu multiple skleroze, pa vendarle bi vas prosila, če lahko še malo bolj podrobno razjasnite, kaj se takrat dogaja v telesu posameznika, ki zboli za to boleznijo. Torej, to so hipoteze, bom rekla temu. V bistvu, da organizem svoje lastne strukture prepozna za tuje. To pomeni, da imamo mi neko ovojnico, mielin, ki obdaja te živčne strukture in je tudi pomembna za prenos vseh informacij v organizmu, da mi lahko tudi funkcioniramo, da gibamo, da občutimo. In pri teh bolnikih na določenih mestih, kjer se pojavijo te limfociti, mi rečemo, se aktivirajo celice, torej imunski sistem se poruši in se aktivirajo celice in tvorijo v bistvu nekako protitelesa, da se vežejo na zdravo mielinsko strukturo in jo v bistvu s tem povzroča celo kaskado vnetja in propadanje mielina, sproščanje nekih mediatorjev, kot so citokini, in povzročajo razpad in posledično se to navzven pokaže kot neka prizadetost, ki je odvisna od mesta, kjer se to vnetje odvija. Ali bi lahko opredelili, če se med obolelimi za multiplo sklerozo nekako pogosteje pojavljajo osebe moškega ali ženskega spola? V rodni dobi 2,3 do 3,5-krat pogosteje zbolevajo ženske od moških, kar naj bi bilo nekako vezano ali povezano s hormoni, naj bi bilo povezani z spolom vezanim imunskim odzivom, pa tudi z nekim spolom povezanim genetskim faktorjem. Moški zbolevajo kasneje, predvsem ko pride do upada testosterona v krvi in ko so različne študije delali, so ugotovili, da ženske zbolijo vsaj 5 let prej od moških in pogosteje tudi zbolevajo za obliko bolezni, ki poteka tako zelo aktivno, to pomeni, da poteka z zagoni. O tem bomo govorili tudi v nadaljevanju oddaje. Sedaj pa dovolite, spoštovane gledalke in gledalci, da tudi vas povabim, če imate morebiti kakšno vprašanje na temo multiple skleroze, da nas lahko pokličete v studio na telefonsko številko 02 620 3737 in mi vam bomo skušali postreči z odgovorom tudi na vaše vprašanje.
Midve pa, če nadaljujeva z najinim pogovorom, že prej ste omenili, da so nekako najpogosteje bolniki ob prvi postavitvi diagnoze stari med 20 in 40 let, pa vendarle me zanima, ali lahko za to boleznijo zbolijo tudi otroci in starejši? V bistvu otroci zbolevajo redkeje. In čeprav pediatri imajo primere, imajo bolnike, ki so mlajši od 18 let, ampak nekje med tem obdobju, med 10 in 18 letom pogosteje zboleva mlajši redkeje, vendar je bolezen redkejša. Najpogosteje še nekje med 20 in 40 letom starosti, nekje pikijo okrog 30. leta starosti. Smo pa že imeli tudi starejše bolnike, ki morajo biti v mlajši dobi, ker so imeli take blage simptome in niso niti poiskali nobene pomoči, dokler jih ni neka mogoče težja ali prizadetost ali neka funkcionalna oviranost privedla do nas. Tako da imamo tudi bolnike, ki so starejši od 50. leta starosti. Kakšnega pomena pa je zgodnje odkrivanje te bolezni? Ja, zgodnje odkrivanje dandanes je zelo pomembno, ker imamo pač nabor zdravil, s katerimi lahko vplivamo na sam bolezenski proces, torej vplivamo na njen potek. In poznano je dejstvo, da z zgodnejšim zdravljenjem bolje vplivamo na ta potek, torej so zdravila bolj učinkovita in morebiti pri bolnikih, kjer je prišlo torej do prvega kliničnega dogodka, odložimo razvoj same multiple skleroze in pri tistih, kjer pa je prisotna, pa morebiti odložimo tisto invalidnost, ki te bolnike pogosto spremlja. Kateri so tisti značilni klinični znaki za multiplo sklerozo? Predvidevam, da jih je več. Ja. Klinična slika oziroma klinični znaki so zelo odvisni od mesta, torej kjer se odvija to vnetje. Predvsem vedno odražajo prizadetost določenega dela osrednjega živčevja. V visokem odstotku se lahko bolezenski proces najprej prične z neko šibkostjo okončin, lahko je roka, lahko je noga, bolnik ne zmore prestopati ali opazi, da ga roka ne uboga, torej ne more poseči po nekem predmetu. Potem so lahko motnje občutenja, navajajo mravljinčenje oziroma zbadanje, pač različne oblike prizadetosti. Lahko se pojavi tudi slabši vid. Bolnik občuti, da se pojavi bolečina, premikanje očesa, postane vid zamegljen, ne prepoznava več barv, torej gre za vnetje očesnega živca. Lahko je tudi nesigurnost pri hoji, temu rečemo strokovno ataksija. Redkeje so na samem začetku bolezenskega procesa prisotne motnje mokrenja, ki jih pa kasneje v več kot 75% tudi bolnike spremljajo. Glede na potek bolezni lahko multiplo sklerozo nekako delimo tudi na 4 oblike, pa bi prosila, če lahko vsako izmed njih posebej tudi malce opišete. Kaj je torej značilno za benigno obliko? Torej, benigna oblika je najugodnejša, bi lahko rekla. Takih bolnikov je nekje 15–20%. In to diagnozo lahko postavimo šele retrogradno, torej po 10–15 letih, ko pri bolnikih ugotavljamo zelo nizko stopnjo prizadetosti, torej ni velike funkcionalne oviranosti. Ne moremo pa na začetku bolezenskega procesa napovedati sam potek bolezni. Potem imamo bolezen, ki se začne s prvim kliničnim dogodkom. Temu rečemo klinično izoliran sindrom, ki pa je zelo po klinični sliki in simptomu značilen za morebiten razvoj multiple skleroze, takrat še ne govorimo o sami multipli sklerozi. Potem pa si lahko po prvem kliničnem dogodku, ko se stanje popolnoma izboljša, lahko čez nekaj časa, par mesecev, lahko čez nekaj let, zgodi nov dogodek. To pomeni, rečemo temu zagon. Zagon pomeni vedno pojav nekih kliničnih znakov ali simptomov, ki trajajo 24 ur, vendar za to ne sme biti kriva povišana telesna temperatura.
In ti zagoni si lahko sledijo in temu rečemo, da je bolezenski proces aktiven, torej da gre za recidivno, remitentno obliko bolezni. In na začetku se bolezen tako začne pri okrog 80% bolnikov. Vendar pri teh bolnikih se naprimer po 10 letih, pri nekaterih po 15 letih, bolezenski proces spremeni. Torej bolezen začne postopoma napredovati, od začetka so še blagi zagoni prisotni, invalidnost se nalaga in kasneje še teh zagonov ni več. Torej rečemo, da gre za sekundarno napredujočo obliko bolezni. Po 10 letih najdemo to pri nekje 40 do 60% bolnikov, kasneje pa po 15 do 20 letih je ta odstotek še višji. Potem imamo pa še eno obliko, to je primarno napredujoča oblika bolezni, kjer bolezenski proces od samega začetka postopoma napreduje. S tem napreduje klinična prizadetost, invalidnost. To pomeni ni nobenih jasnih zagonov, nobenih jasnih izboljšanj kliničnih simptomov in bolezen napreduje in s tem se tudi veča invalidnost. Moški pogosteje zbolevajo za to obliko, torej za primarno napredujočo, in pogosteje zbolevajo nekje po 40. letu starosti. Katera izmed teh oblik pa je vendarle nekako najpogostejša med vašimi bolniki? Seveda recidivno remitentna, sploh na začetku, ki je tudi, lahko rečem, najugodnejša, tudi terapevtsko. Teh primarno napredujočih je 15% bolnikov ima to obliko bolezenskega procesa. Kako strokovnjaki ocenjujete bolnikovo funkcionalno oviranost? Funkcionalno oviranost ocenjujemo z lestvicami. Zdaj seveda lestvic je ogromno, vendar najbolj uporabljena v praksi je v bistvu ena skrajšana verzija, mi rečemo Kurzgesove lestvice. V bistvu s tem merimo stopnjo prizadetosti, merimo v bistvu, ocenjujemo različne funkcionalne sisteme, ki so lahko prizadeti. Torej to je točno oblikovana in določeni so kriteriji in potem seštevamo, ko pri bolniku ugotovimo neko prizadetost, naprimer neko nesigurnost oziroma ataksijo in jo ocenimo, kakšne stopnje, in potem seštevamo te ocene med sabo in dobimo seštevek, ki pomeni neko v bistvu stopnjo okvare. In zdaj recimo, če imamo bolnika, mi rečemo skrajšano EDSS lestvica, v bistvu, če je stopnja 1, to pomeni, da bolnik ima samo znake prizadetosti, lahko normalno funkcionira, nima neke funkcionalne oviranosti. Nekje nad stopnjo 4 se ocenjuje ta prizadetost bolj na osnovi hoje, torej razdalje, ki jo bolnik sposoben prehoditi, in potem tudi pripomočkov, ki jih pri hoji uporablja. Seveda potem so pa stopnja 8 pa 9, ki je bolnik vezan na posteljo in je v bistvu popolnoma odvisen od tuje nege in pomoči, 10 pa pomeni žal smrt. Ja, zanima me, ali morebiti razpolagate s podatkom, približno koliko ljudi v Sloveniji ima multiplo sklerozo? Torej ocenjuje se, da je v Sloveniji okrog 3500 bolnikov z multiplo sklerozo. Seveda natančna ocena ni možna, ker nimamo nekega nacionalnega registra, kamor bi se vsi ti bolniki vnašali, ampak na podlagi različnih regij, kolikor pač je moč zbrati, je nekje 3500 bolnikov. Kaj pa pomeni ta podatek v primerjavi s preteklimi leti? Bi lahko rekli, da narašča število obolelih ali ne? Ja, v bistvu narašča število na eni strani, ampak jaz mislim, da tudi v bistvu sama diagnostika multiple skleroze se v vseh teh, lahko rečem, zadnjih 3 desetletjih spreminjala. In na osnovi ravno te diagnostike mislim, da dosti prej in dosti več bolnikov z multiplo sklerozo tudi diagnosticiramo. Kako je z razširjenostjo multiple skleroze drugod po Evropi in po svetu? Je povsod približno enako zastopana? Ne. V bistvu
prevalenca in incidenca sta v bistvu zelo odvisni od geografske širine in z oddaljenostjo od ekvatorja obe naraščata. Oseba ima prevalenco okolja, v katerem živi do svojega 15. leta starosti. Če se preseli recimo pred 15. letom, potem prevzame tveganje novega okolja. Zdaj, če pogledamo od ekvatorja navzgor, torej severne države imajo sigurno večje tveganje za zbolevnost, to so recimo sever Združenih držav Amerike, Kanada, Evropa, Rusijo ne smemo pozabiti, pa tudi jugovzhodni del Avstralije, Nova Zelandija. So pa določena področja, kjer je to tveganje še precej večje, recimo kot je na Škotskem, so Orkneyevi otoki, to tveganje je 300 na 100 tisoč prebivalcev, kar je zelo visoko tveganje. In če pogledamo celotno Evropo in primerjamo z našo Slovenijo, lahko ugotovimo, da Slovenija sodi med države z visokim tveganjem za zbolevanjem za multiplo sklerozo. Kako to, da je zadeva tako tesno povezana s samo geografsko širino? Predvsem svet povezujejo z nekaj z vitaminom D, z ultravioletnim sevanjem žarki. Tu je neka osnova, pa samo okolje. Pa mislite, da bodo v bodoče, glede na to, da torej tudi Slovenija je v pasu, kjer je tveganje za to bolezen nekoliko večje kot drugod po svetu, mislite, da se nam obetajo kakšni presejalni testi, ki bi... Zaenkrat jih ni. Ni teh presejalnih testov. V bistvu diagnoza, če se dotaknemo zdaj prav diagnoze, lahko rečemo še vedno klinična. To pomeni, da je zelo pomembno tisto, kar nam bolnik pove, kako so težave nastopile, kako so potekale, kako so se pojavljale. In na podlagi klinične slike mi posumimo na možnost, da se pri bolniku da se bo razvila multipla skleroza. Seveda nam so pa v veliko pomoč dodatna slikovna diagnostika, to je magnetno-rezonančna tomografija, in pa lahko se poslužujemo tudi lumbalne punkcije, likorske diagnostike, pa še določenih nevrofizioloških preiskav, ki pa danes jih zelo redko še opravljamo. In če se še malce ozreva v preteklost, glede na to, da takrat diagnostika zagotovo še ni bila tako dobro razvita, kot je danes, kako se je takrat obravnavala ta bolezen? Ja, obravnavala se je tudi z lumbalno punkcijo, takrat recimo pred leti, na mojih samih začetkih magnetne rezonance sploh še ni bilo. Takrat se je v bistvu pacienta lumbalno punktiralo in na podlagi tistega, kar smo dobili iz vida v likorju in pa klinične slike in anamneze, smo posumili na možnost, da gre pri bolniku za multiplo sklerozo. In prav oblikovanje teh raznih kriterijev, ki nekako združujejo vse na eni strani kliniko, na drugi strani pa te preiskave, torej izvide opravljenih preiskav, nekako omogočajo dosti hitrejšo diagnostiko multiple skleroze in pa tudi poenoteno vrednotenje bolezni v celotnem svetu, kar nam tudi omogoča, da ko se izvajajo določene raziskave, ko se preverja učinkovitost določenega zdravila, da vključujemo bolnike z podobnim potekom, ker le na en tak način lahko ugotovimo neko učinkovitost samega zdravljenja. Prej ste večkrat omenili lumbalno punkcijo, če dovolite, bi se morebiti še malce zadržali prav pri njej. Kaj je zanjo značilno, kako na njo pripravite bolnika in kako jo pravzaprav izvedete, kako se to izgleda v praksi, če morda kateri izmed naših gledalcev še ne ve, kaj se skriva za tem pojmom? Ja, lumbalna punkcija, v bistvu bolnika pred lumbalno punkcijo vedno pripravimo. Razložimo mu, kako bo sam poseg potekal, da bomo uporabili iglo pri preiskavi, da bomo iglo zabodli med dvema vretencema, malo bo zabolelo, vendar na ta način pridemo do prostora, kjer se nahaja likor in mu vzamemo nekaj tekočine. Bolniki se psihično pripravijo, seznanimo jih z možnimi zapleti oziroma neželenimi zapleti, ki se lahko pojavijo, in tudi na ta poseg oziroma preiskavo tudi pristanejo.
Kako dolgo pa traja sam postopek? Postopek je, mislim, če vse skupaj, da bolnika pripraviš, da ga posedeš, pol ure, naprimer, rečem. Ampak, ko si z iglo not, je to potem dosti hitreje, ker tisto likvor, ko se nabere v epruvete, potem je kar hitro se zaključi. Ali je po lumbalni punkciji potrebno strogo mirovanje? Zakaj? Včasih je bila nekako ideja, v bistvu so priporočali strogo mirovanje, da danes temu ni več tako, čeprav vseeno bolnikom priporočamo, da po lumbalni punkciji odležijo nekaj ur, da se dovolj hidrirajo, torej da uživajo veliko tekočine, da se v bistvu ta tvorba tega likorja nekako pospeši. V kolikšnem času pa so potem znani sami rezultati lumbalne punkcije in kaj točno povedo vam strokovnjakom? Torej, osnovni likvor imamo dokaj hitro. V bistvu s tem nekako izključimo, da gre za neko okužbo, da gre za neko vnetje, da gre za neki drugi vzrok bolnikovih težav. V sklopu diagnostike multiple skleroze pa diagnostika poteka malo dlje, ker pač je posebna priprava to v laboratoriju, tako da včasih, če slučajno nekako se ujema, ko se zbirajo ti likvorji v laboratoriju, lahko je hitro narejeno, lahko pa traja tudi do 1 meseca. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, nocojšnja oddaja Halo zdravnik je namenjena multipli sklerozi. Če se tudi vam na to temo porodi kakšno vprašanje, imate možnost, da nas pokličete na telefonsko številko 02 620 3737 in moji današnji gostji zastavite vprašanje na to temo. Sedaj smo govorili o lumbalni punkciji. Mene pa zanima še to, koliko časa običajno preteče od postavitve suma na multiplo sklerozo do tiste uradne potrditve diagnoze? To je zelo različno. Lahko imaš bolnika, ki ima tipične znake, simptome, narediš, izvedeš kompletno diagnostiko in že, ko dobiš izvide, bolniku lahko rečeš, da ima multiplo sklerozo. Imamo pa pri določenih bolnikih se seveda pa pojavljajo dvomi in je potrebno bolnika spremljati. In v takem primeru lahko traja to spremljanje tudi 1 leto, ampak v glavnem, če gre za multiplo, se bolezen v tem obdobju slej ali prej dokončno pokaže svoj obraz, bi jaz lahko rekla temu. In ko je enkrat diagnoza potrjena, kako zdravite to bolezen? Ja, zdravimo različne zadeve. Torej, eno je, da zdraviš akutna poslabšanja, torej zdravimo zagone bolezenskega procesa, zdravimo simptome. Najpomembnejšo vlogo oziroma osrednjo vlogo bi pa lahko rekla, da z zdravili poskušamo vplivati na potek bolezenskega procesa. Ta zdravila so v zadnjem obdobju, bi lahko rekla, da predvsem v zadnjih 2 desetletjih zelo spremenila kvaliteto življenja teh bolnikov, ker smo pri mnogih lahko vplivamo na sam bolezenski proces, predvsem pri tistih bolnikih, kjer bolezen poteka aktivno, torej poteka z zagoni. Pri bolnikih, kjer gre za prvi klinični dogodek, to pomeni, da gre za klinično izoliran sindrom, smo morebiti uspešni, pa lahko odlažimo razvoj klinično definitivne oblike multiple skleroze. Ta zdravila so, lahko bi rekla, precej spremenila v bistvu sam potek. Če bi pogledali naravni potek bolezni, je prej bolnik dosti prej dosegel neko stopnjo invalidnosti kot danes. In mislim, da s tem se ta naravni potek bolezenskega procesa kar spreminja. Ali so ta zdravila predvsem v obliki tablet ali jih vaši bolniki prejemajo kako drugače? Ja, nekje, torej do leta 2010 smo imeli v glavnem zdravila, ki so si jih bolniki samo inicirali, to pomeni v obliki injekcij, ali v podkožje ali pa v mišico. Potem po letu 2010 do leta 2017 je pa bil taki, bi lahko rekla, razmah
torej da smo dobili velik nabor zdravil v obliki tablet, v obliki intravenske aplikacije, torej bolniki prihajajo k nam na oddelek na 4 tedne recimo in dobijo zdravilo direktno v žilo. Tako da imamo dost veliko možnosti, ki jih lahko ponudimo bolnikom in tudi pred izborom vsakega zdravljenja se z bolnikom pogovorimo. Pogovorimo se o vseh teh neželenih učinkih zdravljenja, pa tudi o sami učinkovitosti in v bistvu izbor zdravila je dostikrat dogovor med bolnikom in zdravnikom. Tako. Zdaj pa, če dovolite, bi sprejeli prvi telefonski klic. Dober večer komu? Dober večer. Pozdravljeni. Izvolite zastaviti vprašanje. To ne pri telefonu. Zanima me, kakšna je razlika med sklerozo pa multiplo sklerozo. Aha, če je kakšna povezava med sklerozo in multiplo sklerozo, ali gre za dve popolnoma različni stvari? Ne vem, kaj si zamišljate s sklerozo, ker imamo aterosklerozo, demenco. Aha, ja. Ni povezave. Zgolj podobnost v imenu. Ja. Tako, morda še kakšno vprašanje? Ne, hvala. Ja, v redu, hvala za vaš klic. Nasvidenje. Če imate tudi vi kakšno vprašanje, torej telefonska številka 02 62 37 37 je tista prava, na katero nas lahko pokličete na temo multiple skleroze. Tako, govorili smo torej o možnostih zdravljenja multiple skleroze, sodobna medicina jih je torej prinesla kar nekaj. Zdravilo, ki bi omogočilo popolno ozdravitev, pa žal ni odkrito, oziroma že prej ste omenili, da gre za kronično bolezen, ki bolnika spremlja do konca. Ja, praktično zdravila, ki bi bolezen pozdravila, nimamo. Z zdravili pač poskušaš vplivati na potek, vendar ni čudežno. Zaenkrat nimamo takega zdravila, da bi res, tako kot angino pozdraviš z antibiotiki, multiple skleroze ni možno pozdraviti. Tako, že prej ste večkrat omenili besedo zagon. Ali bi lahko morda še enkrat povedali, kaj pravzaprav označuje ta bolezen? Zakaj se bolniki srečujejo s temi zagoni in kaj točno to prinaša, kako to občutijo? Ja, v bistvu zagon je pojav nekih simptomov in kliničnih znakov, ki odražajo prizadetost v srednjem živčevju. To pomeni, če ima bolnik naprimer dogajanje v hrbtenjači, naprimer v enem predelu, kjer je prezentacija občutenja, potem bo imel te simptome. Bo imel občutek, da je ud povezan, da je mogoče nesiguren v temi pri hoji in tam torej nastaja ta plak, v bistvu ta sprememba, ki se odvija pri samem vnetju oziroma pri patogenezi te bolezni. In po zdravljenju, ki ga pač nudimo zdravljenje z visokimi odmerki kortikosteroidov, nekako skrajšamo ta čas zagona. Ne moremo pa vplivati dolgoročno na sam potek bolezni. Torej, mi vplivamo samo to, da bolniku čim prej skrajšamo, torej v bistvu to simptomatiko, da bo čim manj funkcionalno oviran, da bo čim prej lahko zopet nekako začel čim bolj normalno funkcionirati. Kako dolgi pa so lahko ti zagoni, kako dolgo lahko trajajo? Ja, to v bistvu nastaja nekaj dni. Potem, če pride dokaj hitro, seveda, ko zdravimo, ta simptomatika že po prvi infuziji, se bolniku lahko stanje izboljša za 40%. Torej, v bistvu po drugi, tretji infuziji pa lahko popolnoma simptomatika izveni. Vendar s časoma, z leti, če se ti zagoni ponavljajo, potem tudi vedno nekaj v bistvu prizadetosti ostane in ta prizadetost se potem začne postopoma nalagati. In prav s tem zdravljenjem, s katerim poskušamo vplivati na potek bolezni, poskušamo vplivati, da zmanjšamo to število zagonov, da bi bilo teh zagonov manj, ki bolnika pač pravzaprav ovirajo in ovirajo njegovo kakovost življenja. Kako pogosto pa se lahko ti zagoni pojavljajo oziroma koliko razmaka je med njimi? En zagon na leto ali je to bolj pogosto, redkeje? Ni pravila.
Imamo bolnike, sploh na začetku bolezenskega procesa, kjer je bolezen zelo aktivna, ima lahko v enem letu 3 zagone. Lahko ima en zagon, pa potem 5 let nobenega zagona, torej zelo odvisno, torej ni pravila. Zagoni se pojavljajo v nekih časovnih obdobjih, ki niso določena. In se pravi, takrat, ko zdravite zagone z določenimi zdravili, potem, ko ti zagoni izzvenijo, ali bolniki vendarle morajo prejemati neko medikamentno terapijo, ali v tistem času, ko ni zagona, lahko povsem normalno živijo? Tako je. Mi, ko zdravimo zagon, zdravimo z nekim zdravilom, torej visokimi odmerki kortikosteroidov. Bolnik, ki prejema neko zdravilo, s katerim vplivamo na potek bolezni, naprimer, da si jemlje neke tabletke, ves ta čas ta zdravila jemlje. To pomeni, ko mu jih predpišemo, ta zdravljenja so draga zdravljenja in zato obstajata 2 konzilija, en v Ljubljani in en v Mariboru, kjer v bistvu to zdravljenje odobrijo in če je zdravljenje odobreno, od takrat dalje bolnik kontinuirano zdravilo jemlje. Torej, ves čas, tudi če je zagon, mora zdravilo jemati. Torej, zelo pomembno je, da bolnik to zdravljenje sprejme, da se ga nauči, da ga mora jemati, ker če ga ne jemlje, potem tudi učinka zdravljenja ne more biti. In le z rednim jemanjem zdravila smo uspešni v preprečevanju tega napredovanja bolezenskega procesa. Če pa zdravilo ni dovolj učinkovito, da se kljub temu pojavljajo zagoni, imamo možnost poseči po močnejših učinkovinah in tako bi lahko rekla, da je stopenjsko zdravljenje, eskalacija, torej narašča učinek zdravila. Ali na tem mestu govorimo tudi o zdravljenju z biološkimi zdravili? Ja, to so v bistvu zdravila, ki so imunomodulatorna, ki delujejo na določen del v imunskem sistemu in prav s tem nekako preprečujejo z določenim delovanjem imunskem sistemu, da bi se tista kaskada vnetja, ki se odvija pri multipli sklerozi, preprečila oziroma omilila. Ali lahko tovrstna zdravila prinašajo tudi neželene stranske učinke, kot smo jih vajeni pri skoraj vseh zdravilih, če lahko tako rečem? Jaz lahko rečem, da vsako zdravilo, ki je učinkovito, ima tudi neželene učinke zdravljenja. Bi morda izpostavili, kateri so? Seveda, za začetku, ko smo imeli interferone, so imeli bolniki take gripozne občutke, na mestu vboda se pojavljala kožna sprememba, pa spremembe smo našli tudi v krvi, ampak ni pri vseh enako. Ljudje smo individuumi, vsak zase smo posebni in nekateri bolniki tudi so lažje sprejemali te neželene učinke, nekateri pa imajo kar nekaj težav. Ampak zdaj novejša zdravila, ki se zaužijo v obliki tabletke, so prijaznejša, manj ni več potrebno se bosti in bolniki tudi lažje prenašajo. Ampak zelo pomembno je, da vsakega bolnika seznanimo z možnimi neželenimi učinki, tako da je on pripravljen in na ta način lažje v bistvu prenese tudi neželene učinke in se na zdravilo navadi. Ali po vaših izkušnjah bolniki z multiplo sklerozo pogosto posegajo tudi po kakšnih alternativnih načinih zdravljenja ali sicer strokovnjaki to odsvetujete? Kako je v praksi? Glejte, jaz mislim, da če se nekako gremo v kožo ali postavimo v kožo bolnika, sigurno posegajo po alternativah. Vsak hoče za svoje zdravje najboljše, hoče si pomagati, ampak ni nobenega dokaza, da alternativna zdravila so učinkovita. In mnogokrat bolniki nekako preplačajo marsikaj, vendar učinka ni. Tako da pri teh vseh zadevah smo previdni. Mi zdravimo z zdravili, ki so nekako medicinsko podprta. To pomeni, da z nekimi raziskavami je bil ugotovljen učinek zdravila na eni strani, na drugi strani pa dober varnostni profil. Pri vseh ostalih alternativnih zdravljenjih teh dokazov nimamo.
Kakšen pa je sicer glede na vaše izkušnje pričakovan klinični potek bolezni pri vaših bolnikih in od česa je pravzaprav najbolj odvisna sama prognoza bolezni? Mi multipli sklerozi rečemo, da je bolezen tisočerih obrazov. To pomeni, ima heterogen sam patološki proces, ima različen potek bolezni in pa pestro klinično sliko. Tako da, ko imamo pred sabo bolnika, ko mu pojasnjujemo, da je zbolel za boleznijo, ne moremo napovedati, kako bo bolezen potekala. Najpogosteje, torej na samem začetku, poteka torej zagoni, torej recidivno, remitentno. Seveda pa, če bolezen eno leto postopoma napreduje, že nekako sumimo, da bo pri bolniku se razvila tista napredujoča oblika bolezni, ki je pa dosti neugodna, saj za to vrsto bolezni nimamo zaenkrat nobenih zdravljenj. Jih pa pričakujemo mogoče v naslednjih letih. Kakšna je pa sicer kvaliteta življenja bolnikov z multiplo sklerozo? Vemo torej, da gre v večini za mlade ljudi. Kako se s tem sprijaznijo, spopadajo? Verjetno na začetku ni lahko. Seveda ne. V bistvu problem je v tem, da v bistvu že sama bolezen, ime multipla skleroza, obstaja neka stigma, ne? In vsak vidi, da na koncu nekega tunela ni nobene svetlobe, vidi se na vozičku, vidi v bistvu vedno najslabšo sliko, ne? In temu ni tako. Danes je bolezen nekoliko prijaznejša, ravno zaradi teh možnosti zdravljenj in v bistvu lahko rečem, da imamo ta nabor 11 zdravil v Sloveniji, ki res pomagajo bolnikom, da ohranijo to kakovost življenja. Bolnik se mora na začetku soočiti, seveda gre od tiste jeze do depresije in kar 50% bolnikov je depresivnih. In nekako mora se naučiti živeti z boleznijo, mora jo sprejeti kot neko spremljevalko, ki ga bo spremljala celo življenje, in ko to sprejme bolnik, tudi bolezen lažje premaguje. In tudi kakovost življenja se jim v tem primeru nekako izboljša. Je pa res, da prva leta pri nekaterih so kar huda. Veste, mlad človek, poln idej, sredi nekega ustvarjalnega nemira je in nekako mora spremeniti življenje, vendar kljub temu, to so ljudje, ki so aktivni, ki so lahko telesno aktivni. In telesna vadba je tudi pomembna, ker nekako krepi tako imunski sistem, kot v bistvu jih funkcionalnost, vzdržuje to funkcionalnost, ne, ki je zelo pomembna za te bolnike. Torej, omenili ste, da se ljudje ob postavitvi diagnoze multipla skleroza lahko srečajo z velikimi stiskami. Omenili ste tudi depresijo. Ali je tem bolnikom na voljo tudi kakšna psihološka podpora? Ali zdravstveni sistem še ni tako naravnan, da bi to lahko ponudil? Ja, v Sloveniji je še to kar malo problematično, lahko rečem, čeprav mi na oddelku imamo eno klinično psihologinjo, ki se zelo trudi z temi bolniki in je pripravljena jim pomagati, kar je pri nekaterih na začetku potrebno. Vendar tudi bolniki imajo neko stigmo, ko slišijo psiholog, se jaz pa ne rabim, ne, te pomoči, vendar potem čez čas poznajo, da mora biti vseeno potrebno, da stopijo do kliničnega psihologa. Tako da tukaj je še nekaj manevrskega prostora, ki ga lahko tudi kot družba omilimo in predvidevam, da bi tudi bolnikom bilo lažje, če ne bi bilo več te stigme, že samo za psihologa, kaj šele za samo ime diagnoze. Glede na to, da torej zbolevajo zelo mladi ljudje, v rodni dobi ste prej omenili, da so tudi ženske tiste, ki so v večini. Kako je s tem, če recimo za multiplo sklerozo zboli ženska, ki še nima svoje družine, ki še nima otrok, ali se lahko odloči za načrtovanje nosečnosti, ali zna biti zadeva delikatna? Kaj svetujete strokovnjaki? V bistvu sama bolezen ni ovira, da ne bi
bolnica postala mamica. V bistvu odvisno je od poteka bolezni, odvisno je od tiste agresivnosti, od funkcionalne oviranosti, ampak mladi bolniki, ki imajo dobro vodeno bolezen, lahko se odločijo, da postanejo starši, res ni nobene ovire. Ugotavljajo celo, da tiste, ki rojevajo, je to nekako zaščitno deluje. V bistvu med samo nosečnostjo organizem uredi ta imunski sistem, če poenostavim, tako da ne zavrže plod, istočasno pa ščiti mater pred morebitnimi zagoni. Tako da v bistvu najbolj kritično obdobje je tisto po porodu, to je tisto po prvem tromesečju, pač ko se vse spremeni, hormoni se spremenijo in tudi stres je, v bistvu neprespanost. Ampak če si bolnice znajo urediti v domačem okolju, da imajo podporo in tudi z našo podporo, pač jim pomagamo z zdravili, v bistvu lahko čisto normalno donosijo, rodijo in so zelo dobri starši lahko. Po taki izkušnji verjamem, da res. Ja. Že prej ste omenili, da je telesna vadba celo zaželjena, pa vendarle, ali so kakšni športi, ki so še posebej priporočljivi in morda tisti, ki jih odsvetujete? Vsak mora ugotoviti, kaj zmore in kaj ne zmore. Torej, z glavo ne zmoreš skozi zid, vedno moraš svoje telo poznati in v bistvu, ko čutiš, da se pojavi utrujenost, odnehati. Imam bolnike, ki se ukvarjajo s športom, ki planinarijo, ki kolesarijo, torej z gorskimi kolesi tudi, s Pohorja se spuščajo s kolesi, tako da v bistvu to jim ne predstavlja nobene ovire. Torej, ukvarjajo se lahko s tistim športom, ki ga zmorejo in do tiste stopnje, ki jih ne prisili, da odnehajo. Tako, torej še enkrat vas vabim, da nas pokličete v naš studio, če imate morda tudi vi kakšno vprašanje na temo multiple skleroze. Sicer verjamem, da ste nocoj slišali že veliko pomembnih in koristnih informacij na to temo, pa vendarle telefonska številka 02 620 3737 je tista prava, na katero nas še lahko pokličete. Mene pa zanima še to, v katerih primerih in kako pogosto pride do tega, da je potrebno bolnike z multiplo sklerozo tudi hospitalizirati. Ali pogosto potrebujejo bolnišnično oskrbo? Včasih smo zdravili zagone tako, da smo bolnike hospitalizirali. Danes v glavnem ne, danes pridejo ambulantno in dobijo terapijo in grejo domov. Razen pri tistih bolnikih, ki so pač vezani na posteljo, ko bi jih ovirala prevoz v domače okolje, ti se zadržimo na oddelku. Tako da v bistvu hospitalizacija bolnika z multiplo sklerozo danes skoraj ni več potrebna. Kako pa je bilo to urejeno v preteklosti? V preteklosti smo jih pa sprejeli na oddelek, zdravili na oddelku, dobivali so terapijo in šele po tem zdravljenju so odšli domov, danes pa ni več tako. In verjamem, da je tudi to ambulantno zdravljenje nekako prijaznejše do samih bolnikov, v domači oskrbi je vendarle lažje preživljati kakšno bolezen. Sigurno, ker imamo pač nek dnevno bolnišnico, bi lahko rekla, in tam se tudi bolniki s podobnimi simptomi in težavami lahko tudi srečajo, tako da v bistvu si izmenjujejo tudi njihove težave, tako da jim je kar lažje. Že prej ste omenili klinično psihologinjo, pa vendarle me zanima, kdo vse še sodeluje v vašem strokovnem timu, če lahko uporabim to besedo, kadar gre za tovrstne bolnike. Zdaj, če pogledamo, sem rekla, da simptomi so pestri, ne? V bistvu imamo na eni strani, recimo, se lahko pojavi vnetje očesnega živca, takrat je potreba po okulistu. Imamo neke težave z mokrenjem, takrat potrebujemo pomoč urologa, fiziatra, v bistvu družinskega zdravnika. Tisti je prvi, ki se sooča z stiskami, kliničnimi znaki in simptomi pri bolniku in on mora biti tisti, ki prepoznava morebiti te simptome in ki ga napeljuje, da pošlje bolnika na sekundarno raven. Seveda nevrolog, diplomirana medicinska sestra, včasih potrebujemo tudi psihiatra in pa kliničnega psihologa.
Tako da vas je kar nekaj Veliko strokovnjakov in na tudi kupu. fizioterapevti. Imamo dober tim fizioterapevtov, ki skrbijo za naše bolnike. Tako, če dovolite, bi pa sprejeli še en telefonski klic. Dober večer komu? Dober večer. Pozdravljeni. Tu kliče poslušalka s Koroške. Jaz bi pa vprašala za to multiplex sklerozo, ker jo dobro poznam. Pa me zanima, ko je gospa zdravnica govorila o teh alternative, zdaj pa me zanima, če v medicini že imajo zdravilo za to, Da bi za zdravljenje. Aha. Zakaj? Za zdravljenje multiple skleroze, to smo govorili Ja. že poprej, da obstaja kar velik nabor zdravil, s katerimi zdravite multiplo sklerozo. Če se ne motim, ste Ja. prej povedali, da jih je na slovenskem tržišču Že že 11. celo 11. Ja. Žal pa tisto glavno zdravilo, ki bi bolezen v celoti pozdravilo, ne. še ni odkrito. Ne. In kaj kaže? Mislite, da bo, Upam. ko bi se le Predvsem za našlo? bolnike. Če bi vedeli vzrok, potem bi tudi lažje prišlo do razvoja takega zdravila. Seveda, zdaj pa je to kompleksno in ni enostavno najti res tisto zdravilo, ki bi pač lahko pozdravilo bolezen. Malce prej smo govorili o strokovnem timu, omenili ste tudi fizioterapeute, tako da predvidevam, da bolnikom z multiplo sklerozo pripada tudi fizikalna terapija. Kako pogosto? Ja, v bistvu imajo možnost obnovitvene fizikalne terapije preko Društva za multiplo sklerozo v zdravilišču. Torej, v bistvu to rehabilitacija traja nekje 2 tedna, ponavadi dobijo odobreno. Če imajo kakšne vmesne težave, lahko tudi hodijo v kakšne kabinete, drugače pa morajo sami poskrbeti za redno vadbo, v bistvu, te vaje, ki se jih priučijo na takih rehabilitacijah, morajo sami redno izvajati in oni morajo sami vzdrževati to funkcionalno dobro stanje. Ne? In če lahko malce pokomentirate, tako čisto iz prakse, koliko so disciplinirani vaši bolniki, kako zelo dobro se zavedajo, kar njim koristi, kar jim vi svetujete, ali to upoštevajo? Nekateri ja, drugi manj. So bolniki, ki v bistvu spremenijo precej način življenja, način prehrane, v bistvu izbreka se imajo radi, poskrbijo zase, naučijo se res živeti z boleznijo in ti precej lažje premagujejo težave, živijo bolj polno. So bolniki vmes, ki mi rečejo, da so se šele z boleznijo naučili živeti, kar neverjetno zveni, ampak je to tako, ker prej so mogoče stresno živeli, te veste, tisto nezdravo prehrana, v bistvu zdaj se jim je celoten režim spremenil in je kvaliteta življenja precej večja. Nekateri bolniki v naravi so že bolj taki, da v bistvu jim fizikalna terapija ne pomeni veliko do tistega trenutka, ko ne nastopi neka funkcionalna oviranost. Ampak ravno s tem osveščanjem, če hodijo v zdravilišča, drugega vzpodbujajo in na ta način nekako pridobijo ta znanja in pridobijo tudi to navado, da je potrebno telovaditi. In le na ta način mogoče nek simptom olajšajo. Pa bi lahko rekli, da se bolnikom z multiplo sklerozo rade pridružijo še katere druge tipične bolezni? Ker je to avtoimuna bolezen, lahko imamo pridruženo tudi kako drugo avtoimuna bolezen, čeprav ne tako pogosto, lahko tudi recimo bolezen ščitnice, lahko tudi katero drugo, ampak ni tako pogosto. Je pa možnost. Je pa možno. Pa priporočate vašim bolnikom, da se pridružijo temu združenju oziroma organizaciji za multiplo sklerozo v Sloveniji? Tam so verjetno tudi med seboj nekoliko povezani, si lahko izmenjujejo izkušnje, imajo torej možnost tega zdraviliškega zdravljenja. Glejte, združenje v bistvu za multiplo sklerozo namen je predvsem to, da povezuje te bolnike, da jih osvešča, da jim pomaga. V bistvu tam se srečujejo bolniki z enakimi težavami. Seveda, sama organizacija je kompleksna, ampak mogoče bi mogla biti še boljša, še bolj organizirana, da bi tudi
mladi se dosti lažje vključevali. Upajmo, da se bo tudi na tem področju kaj naredilo. Kot sem dejala že uvodoma, Svetovni dan multiple skleroze obeležujemo 31. maja in prav včeraj ste slednjega počastili tudi z organizacijo in izvedbo dogodka pod okriljem vašega oddelka za nevrološke bolezni. Ja, ker smo imeli včeraj veliko aktivnosti v Ljubljani, smo to opravili že v petek, tako da v bistvu so v naši kirurški stolpnici so združenje multiple skleroze iz Maribora, pa še eno drugo združenje, pa Alma Mater, pa tako da v bistvu so fizioterapevti tudi sodelovali, da so prikazali bolnikom te vaje za ravnotežje, pridobivanje moči, tako da v bistvu so bolniki se lahko testirali in pa imeli so nekaj gradiva o sami multipli sklerozi, torej v bistvu pomembno je osveščati ljudi o tej bolezni, predvsem zato, ker naprimer, že zaradi različne funkcionalne oviranosti, recimo imamo mladega človeka, ki je nesiguren pri hoji, ne? In mnogokrat mi bolniki rečejo, ko smo se sprehodili po mestu, pa so že zjutraj mi rekli, a ta pa se je že danes napil, ne? In zato je zelo pomembno, preden nekdo to izjavi, da pomisli, morebiti pa je mlad človek, ima bolezen in zaradi tega težje hodi. Tako da je pomembno osveščati ljudi, da obstajajo take bolezni, ki lahko gibalno ovirajo bolnike, pa čeprav so mladi. V bistvu na pobudo Mednarodne federacije za multiplo sklerozo se vsaka zadnja sreda v mesecu maju posveča multipli sklerozi in zato je ravno tokrat bil 31. maj, ko govorimo o svetovnem dnevu multiple skleroze. In namen tega je predvsem to, da nekako povezuje ljudi, skupine, organizacije v neko gibanje na mednarodnem nivoju, da v bistvu organizirajo nekaj dogodke, s katerimi poskušajo ozaveščati ljudi o sami bolezni, torej kot nekem globalnem problemu. Predvsem, da se tak v bistvu stigma prepreči o sami bolezni, da mogoče prepoznavajo tudi lepše obraze bolezni in da poskušajo razumeti bolnike za to boleznijo. Upam, da smo nekaj dobrega v ta namen storili tudi tekom nocojšnje oddaje. Vam se pa najlepše zahvaljujem, ker ste bili moja gostja in vam želim še veliko uspehov na vaši karierni poti. Hvala lepa. Hvala. Tako, spremljali ste oddajo Halo zdravnik, ki smo jo tokrat posvetili multipli sklerozi. V studiu sem gostila predstojnico oddelka za nevrološke bolezni UKC Maribor, izredno profesorico doktorico Tanjo Hojs Fabijan, doktorico medicine, specialistko nevrologije. Vaše družbe pa bom vesela tudi prihodnji teden, ko bom na pogovor povabila predstojnika oddelka za urologijo UKC Maribor, magistra Dejana Bratuša, doktorja medicine, specialista urologije. Tema oddaje bo rak prostate. Bodite z nami. Srečno!